Torek smo v Medvoški knjižnici prisluhnili zanimivi predstavitvi knjige Peter Opeka Ostani z nami, ki jo je zapisala novinarka in pisateljica Anja Kovačič. Pred malo manj kot 2 letoma smo zgodbi svetovno znanega misijonarja lahko prisluhnili v živo v nabito polni medvoški športni dvorani. Tokrat pa smo njegovo zgodbo lahko slišali še z druge plati, saj je Pedro Opeka pisateljici omogočil oseben vpogled v njegove misli, želje, ideje in prepričanja. Na Madagaskarju, med griči odpadkov in revščine, je slovenski misijonar Peter Opeka pred več kot 30 leti ustvaril skupnost Akamasoa, mesto dobrih ljudi. Njegova zgodba je zdaj zapisana v knjigi Peter Opeka Ostani z nami, ki jo je napisala novinarka in pisateljica Anja Kovačič. Knjiga prinaša pretresljive zgodbe ljudi, ki so se z delom, vero in upanjem rešili iz bede, ter osebno pripoved o človeku, ki spreminja svet. Gre za zapise, ki so nastali potem, ko je avtorica namensko obiskala misijonarja in z njim preživela 12 dni, četudi se pred njenim obiskom nista poznala. Avtorica pravi, da je Peter odprl vrata v svoj svet šele, ko je spoznal, da pisateljico iskreno zanima resnica o ljudeh, ki jih je rešil. Koliko sva se uspela pogovarjati, je on zelo hitro že v mailu, ko sem ga poslala kot prošnjo, če lahko pridem, začutil mojo iskrenost. Da sem oseba, ki sicer ni verna, da ne hodim v cerkev, ampak da sprejemam vse ljudi in da se želim tudi njega pobliže spoznati in širšemu občinstvu, širši množici predstaviti njegove korake, ki jih počne, da ljudem lahko vrača to dostojanstvo, ki njemu tako veliko pomeni. In s to iskrenostjo, s to direktnostjo, s to neposrednostjo, če se lepše izrazim, sem baje dobila ogromno točk, s katerimi sem lahko prišla blizu k njemu, da mi je dovolil, da sem ga spremljala vseh 12 dni, od jutra do večera, da sem lahko videla, kaj počne, na kakšen način ljudem pomaga in kako on v bistvu preživlja čas tam. V mestu dobrih ljudi vsak dan dela več tisoč ljudi. Iz odpadkov so nastale šola, domovi, bolnišnice. Akamasoa je danes simbol upanja za vso državo. V dneh od predstavitve knjige do danes je Madagaskar ponovno omenjan v svetovnih medijih, saj je predsednik države pobegnil v tujino, vodenje države pa je prevzela vojska. Vse to za skupnost Akamasoa pomeni negotovost in zanesljivo še večjo skrb za upravljanje take skupnosti. Mesto Akamasu je izjemno lepo in čisto mesto. Pisane hiške, postavljene, bom rekla, v nekem redu, z neko uspešno arhitekturno postavitvijo, tlakovane ulice, nikjer ni smeti, če se slučajno kakšna smet najde, jo otroci zelo hitro najdejo in pospravijo. Ljudje, ki kljub temu, da nimajo veliko, ostajajo vseeno nasmejani, odprti, prijazni. Mesto, po katerem se lahko brez skrbi sprehodiš, se pogovarja z ljudmi, univerza, košarkarsko igrišče, nogometno igrišče, mislim, da imajo celo eno igrišče zdaj, ki je z umetno travo, to je vse seveda z vsemi prispevki, z dobrodelnimi sredstvi iz celotnega sveta, ki jih dobijo. Zelo prijetna vasica, ki nikakor ne kaže tega, kar je za 4 stenami potem skrito. Čeprav je Peter Opeka simbol in duša Akamasoe, njegovo delo že nadaljujejo domačini, ki jih je izučil in navdihnil. Zato lahko verjamemo, da bo skupnost živela tudi, ko Petra ne bo več, saj skupnost živi po vrednotah, ki so globoko zasidrane. Ljudje tam ne čakajo pomoči, temveč sami ustvarjajo svoje življenje. To je njegova največja zapuščina. Peter daje vse od sebe, da vse te ljudi, celotno skupnost, vse prebivalce, uči vseh vrednot, s katerimi bi lahko oni živeli naprej, tako kot jih pač on uči. Dejstvo je, da je ogromno ljudi, ki mu pomagajo, da skupnost živi, od univerz, šol, vrtcev, sprejemnih centrov, bolnišnic, policije, vse ustanove, ki si jih lahko zamislimo, ki so potrebne za funkcionalno delovanje 40.000 ljudi, imajo svoje vodje. In te vodje so, če so zdaj vredne zaupanja njegovega, da jim je dodelil te naloge, bi načeloma potem tudi naprej mogli te stvari peljati naprej. Poleg tega je pa že 36 let
tega mesta uspešno, bom rekla, ustanovilo oziroma je zrastlo že toliko novih generacij, ki živijo s tem prepričanjem, da če ne drugače, ko njega ne bo, bodo zaradi njega nadaljevali njegovo poslanstvo. Opeka pravi, da si želi le eno, da bi po njem ostale ljubezen, ki dela. Ne spomeniki, ne besede, ampak hiše, ki stojijo in otroci, ki hodijo v šolo. Anja Kovačič priznava, da je Opeka dal več, kot je pričakovala. Vero v to, da dobro vedno najde pot. Ne samo pisanje te knjige, celotna izkušnja je po mojem tista, ki se me je najbolj dotaknila. Knjigo sem pisala za ljudi, torej zato, da si lahko vi vsi bralci predstavljate, kakšno je življenje tam. Če bi jo pisala za sebe v obliki dnevnika, bi verjetno še več mi dala. Bom pa delila njegovo modro misel, ki me je zagotovo se dotaknila in me je spremenila, da največ šteje to, kar lahko damo in ne to, kar imamo. Pa to ne pomeni, da recimo tudi jaz že prej nisem po tem načelu živela, ampak ko vidiš, da res ničesar nimajo, pa ti še vedno želijo dati nekaj, potem vidiš, kako veliko imamo mi in kako malo v resnici vsak dan sploh damo drug drugemu. S pisateljico se je pogovarjal direktor knjižnice Medvode, ki mu je blizu skrb za ohranjanje spomina na znane Slovence, ki so tudi svetilniki dobrega v tem vse bolj sebičnem in neprijaznem svetu. Mene je knjiga pritegnila že, ko sem jo vzel v roke. V tem letu veš, da poteka tudi prizadevanja za beatifikacijo Barage, naprimer v Kamniku smo letos postavili spomenik Pircu, ki je bil misionar v Kanadi. In Pedro Opeka pa tukaj na Madagaskarju, ker pa ni on edini iz Madagaskarja, je še nekaj teh misionarjev od tam, tako da mene je to pritegnilo in sem želel, da sam to predstavim na svoj način, tako kot jaz to razumem. In sem kar hvaležen, da mi je to uspelo, čeprav pač nekaj ste vi zabeležili, ostalo je pa ostalo v meni kot en lep spomin. In tako kot si Peter Opeka želi, da bi njegovo delo živelo naprej med ljudmi, si Anja Kovačič želi, da bi tudi knjiga imela svoje življenje. Med bralci, ki bodo v njej našli pogum, da naredijo korak naprej. Morda je to pravzaprav ista želja, da bi dobro ne ostalo zapisano, ampak storjeno. Naslednji korak je prevod v angleščino oziroma potem naprej v vse ostale jezike. Moja in Petrova želja je, da gre knjiga v francoščino, italijanščino in španščino. Največja želja njegova, to je pa zdaj ena taka, bom rekla, ne skrivnost, ampak tiha želja, ki jo ima, da bi pa ta knjiga bila nekega dne prevedena tudi v malgaščino, ker pravi, da je to konec koncev knjiga, ki je namenjena njim, torej ljudem, ki jim je pomagal do boljšega življenja in hkrati ljudem, ki pomagajo graditi to čudovito skupnost. Knjigo, ki nas polni, da se sprememba začne pri enem samem človeku, si lahko izposodite v Medvoški knjižnici. Z nakupom knjige pa boste prispevali tudi sredstva, ki bodo šla direktno na Madagaskar in omogočala življenje skupnosti, ki bo to pomoč znala ceniti.